20 letih pripravljanja novinarskih zapisov sem se naučil vsaj dvoje. Da mi idej in navdiha zaenkrat še ni zmanjkalo in da mnogo lažje ter hitreje pripravim besedilo za tekst, kadar je avtomobil zanimiv ali pa ima vsaj zanimivo zgodovino. No, tekst za video, ki sledi, sem napisal v dobrih 15 minutah, ker se vozim v novem Volkswagenovem kombiju. To pa pomeni kljukico pri bogati zgodovini in še eno pri tem, da je kombi res dober. Ja, oboje ima. Mogoče bo slišati malo nesramno, pa sploh ni tako mišljeno, ampak če do zdaj še niste slišali za Volkswagen Transporter, Multivan, Caravelle, potem res ne vem, pod katerim kamnom bivate. Gre za enega najbolj prepoznavnih kombijev na svetu. Volkswagen Transporter je z nami že 3/4 stoletja, Caravelle pa tudi od leta 1980 in že tako je ponudila znotraj boljše materiale za še boljši občutek vožnje kot v velikem družinskem avtu, če jih malo citiram. No, mogoče si v tej zadnji generaciji za družinsko rabo še bolje predstavljam Multivan, ampak je Caravelle večji, bolj prostoren in v bistvu za še večje družine. Preden me kdo nadaljavo poskuša popraviti, da sej, Multivan je pa sam še malo bolj našponan, Caravelle ni tako. Do te zadnje generacije je sicer to res veljalo, no zdaj pa Multivan prvič na posebni platformi za osebna vozila, da je lahko še bolj podoben velikemu enoprostorniku. Transporter in Caravelle sta pa ostala zvesta platformi za gospodarska vozila, da sta lahko bolj delovno nastrojena. In verjetno sem prav zato še posebej fasciniran, kako vozniško in družinsko uporabniško super se počutim tukaj noter. Pokažem kmalu notranjost, da boste tudi vi videli, zakaj mi je Caravelle znotraj zelo všeč, še prej moram pa dodati kakšen občutek z vožnje. V teh časih, ko proizvajalci krčijo ponudbo motorjev pa dodatkov pri opremi, se velikokrat zgovarjajo s trditvijo, da je potem nam, uporabnikom, lažje, v resnici je pa to ceneje za njih. No, Caravelle še vedno ponuja toliko raznolikosti kot kakšne Lego kocke. Na primer pri pogonu. Lahko je spredaj, zadaj ali pa štirikolesni. Seveda ne v vseh primerih z vsemi motorji, vseeno pa lahko izberete pogon tam, kjer vam najbolj paše. 3 opreme so na voljo, ampak ok, to so že malenkosti, potem pa 2 dolžini, ta je recimo daljša, ima skoraj 5,5 metrov. Za družine res uporabno, 3 vrste sedežev, če imate toliko otrok kot v vrtcu, ali pa 2 vrsti, pa noro velik prtljažnik za SUV, kolo ali pa kaj podobnega. Evo, me je že zaneslo. Tukaj imam pod pokrovom klasiko, 2-litrski TDI s 110 kW moči oziroma 150 konjički. Lahko pa izberete tudi močnejši dizelski motor, pogon je v obeh primerih spredaj ali pa 4-kolesni, kot je tukaj. Menjalnik je ročni ali samodejni, lahko pa izberete tudi električno različico, kjer je pogon zadaj, moči pa 160 kW, to je 218 konjičkov, ali pa celo 210 kW, kar nanese na 286 vrancov. Me zanima, tak je najbrž dober tudi za driftanje. No, najbrž ne, me hitro zanese. In jasno, tudi priključni hibrid je na voljo z veliko baterijo za vse tiste, ki bi želeli najboljši iz obeh svetov, pa se hkrati nočete obremenjevati z dosegom na daljših poteh. No, takšen je pa Caravelle znotraj. Modern, z velikim zaslonom na sredini, pa z digitalnimi merilniki pred voznikom, z dovolj prijetnimi materiali in z veliko prostora, pa obenem tudi z, in to se mi zdi zelo pomembno, zelo udobnimi sedeži. Skratka, za prevoz delavcev, družinskih članov ali pa ogromne količine tovora je pravi multipraktik, pa besede multi sploh nima v svojem imenu, ampak je v bistvu poimenovan po lahki, okretni in trpežni jadrnici izpred 500 let.